od 0 do 100 v 4,2 sekunden. Dan. To, kar vidiš, je ključ od avta. In ta avto je Porsche Cayman. Cayman. S. A veš, ta S je kar pomemben, ker to pomeni, da je hitrejši od navadnega Caymana. Zdaj, tisti, ki me spremlja na Instagramu, že dobro ve, zakaj se z njim vozim. Veš, prejšnji teden sem imel eno luknjo. En avto sem odložil, pa sem šele naslednji dan dobil naslednji testen avto, pa sem poklical avtobroker, pa sem rekel, prosim lepo, a imate kaj za poflikat? Zdaj, komu treba nabiti? To ste se zmenili, da boš naredil reklamo? Ne, stari, dejansko sem rabil nekaj za poflikat, ponudili so mi Volvo XC60 in jaz pridem tja po avto, pa mi Zdravko reče, Zdravko, bolj prtaglavnih, kaj pa če bi ti raje Porsche vzel? Zdaj pa ti misliš, da sem jaz blesal, da bom rekel ne. No, ampak nima veze, dajmo se posvetiti točno temu avtu. To se pravi Porsche Cayman. A ti veš, da ima Cayman eno, pa ne sam Cayman, Porsche eno tako majhno skrivnost, ki jo v večina jo sploh ne ve. A veš, je hecen, ne? Ta prvi Cayman je prišel na ceste, kdaj? Okrog 2.5, 2.6 in a veš, kva so ga pri Porscheju posrali? Ta prvi Cayman se je pelil predober. V smislu združevanja, športnosti pa udobja je bil prebliz karieri. Veš, kva so pa pri Porscheju naredili? Ko enkrat vmes, čist neočitno, so naredili tak blag detuning, da se je Cayman pelil pikico slabš. Se na en način je to orang pohvala, ne? Da narediš avto, pa je predober. No, ampak detuningi gor ali pa dol, tole je ta najnovejši Porsche Cayman. Si predstavljaš, da bi cel test tako govoril. Porsche Cayman je odličen avto. Motor nameščen tu na sredini. Weißt du, hier, not here, oder da. Hubraum motorja pri Cayman S ni 2.0, je pa 4-valnik, ampak je 2,5 litrski. In das bedeutet okoli 350 konjev od 0 do 100 v 4,2 sekunden. Je pa vseeno ein bisschen žalostno, da ne bo več velikega 6-valnega motorja. Zato prosim za minuto malka. Nisem je zaston tukaj na mrliških vešcah, zdaj pa... Ok, gremo naprej. Je pa res, da so se pri Porscheju fejst potrudili z zvokom, kljub temu, da je motor manjši. Poslušaj zdaj to. Pa malo gas. Moram reči, da kar dobro ropoče. Tak hrapal gas ima. Ok, dosti zebancije, moram pa priznati, ne. Porsche se je s tem motorjem fejst potrudil. V vseh območjih delovanja ima več navora, hitrejši je, zmogljivejši, pa bojda tudi bolj varčeno. Je pa tako, kot pri vsakemu športnemu avtu, motor sam en del te celotne zgodbe in tisti del, ki je pa mene najbolj navdušil, so pa žlajfe. Ker stari, tako kot pa tele čeljusti zagrabijo tale kolut, to pa tudi smešen ni. Pa sediš nizko. Stari, če nisi navajen na nizke športne avte, vsak, ki se je usedel ali za volan, ali pa na sopotniški sedež, je rekel, stari, halo, jaz bom zritjo po tleh drsil. Jaz se še zdaj spomnim, ko sem par let nazaj v okolici Stuttgarta lovil vinke, še radar tudi, z GTS-om. Stari, ena najboljših vozniških izkušenj. Kako se je tisti motor drl. Ta motor je fajn, dober zvok je, Porsche se je potrudil, ampak ni pa isto. Tudi približen ne. Tudi če isto dobro potegne, ni tistega surovega kovinskega zvoka, ki pohodiš avto pa rečeš sam, ja, jaz bi še. Pa PDK menjalnik. Za tisti, ki ne veste, kaj PDK pomeni, to je zelo praktično, tehnično enako kot pri Volkswagenu DSG. To pomeni, da ni klasični avtomatik, bom malo nehal biti geekovski, ampak da gre za navaden menjalnik, ki je robotiziran. To se pravi, imaš tudi sklopko, imaš dve sklopki, ena upravlja lihe prestave, ena pa sode. In glih zato, ko imaš dve kupljenke, so tako hitri, ne? In ta je hiter kot 100 metrov. Kjermokoli Porscheju ga fašeš, ti ka šaltaš sam bam, bam, bam. Nobenega čakanja, nobenega zamujanja, odzivnost vrhunska. Pa volan je vrhunski, ne samo, da je odlično odziven, jaz bi ga umestil v top 10 volanov med avtomobili nasploh, pa tudi zgleda dober. Če ti je pa slučajno iz kje znan, da ga pogledamo boš, Porsche 918 Spyder, to se pravi Porschejev najbolj besen avto, če so ti hibridi všeč. Najboljša plat tega avtomobila je pa takrat, ko vse komponente, ki so precej dobro narejene, združiš, pa se greš malo pelat. Zdaj, kdor je imel kdaj privilegij voziti Porsche, ker to definitivno je, potem ve, o čem govorim. Volan, stari, sploh ne bom začenil. Podvozje, pa vozna dinamika, pa tudi zato, ker je motor tukaj za mojim hrbtom, je to čisto nekaj posebenega. Voziti avto s sredinskim motorjem, to je čisto ena svojevrstna zgodba in ko ti enkrat začneš izkoriščati to, kar ti je avto sposoben ponuditi, ko daš pri voznih programih iz normal v sport, sport plus,
Je pa res, da ko se ti z avtom, s sredinskim motorjem, približaš meju prijema, je tu če se ne posebne vrste dinamika. Ni to isto, kot takrat, ko imaš motor spredi ali pa motor konec koncev tudi čist zadnji. In če da temu zraven daš še zelo odzivno vse, kar ti avto ponudi, ne, pa recimo zadnji pogon, je lahko to zelo zabavno, ampak obenem pa tudi zelo nevaren, ker 350 konjev na zadnja kolesa, v tako majhnem avtu, ki je zelo kompakten, pa s tako kratko medosno razdaljo, boljš, da imaš na tone talenta, preden se začneš hecati, ker ko grejo stvari narobe, grejo lahko fejst narobe. Je pa tudi res, da takrat, ko grejo prav, takrat grejo pa najbolj prav možen, ker ti avto da v vinkih, je en sam vesele, pa nič drugega. Ok, situacija je dosti preprosta. Bil sem na avtobrokerju, kjer sem vrnil Caymanna s težkim srcem, priznam. Zdaj pa z mano že tale prijateljica, Fiesta ST. Eden od tistih majhnih avtov, kar se zabave tiče kar tam. Če ni kar čist tam, na vrh. Lega smooth criminal, stari. Evo še tale tunel dol butnem, pa sem v Izoli. Evo me, jaz sem tukaj. Avtocenter je Rep, daj zapomnim si to, no? A veš zakaj? Vse se spomniš, ne? Takrat, ko sem tega dobil, sem rekel, lej, model ne bo pri meni v dnevni sobi, zato ker saj sem ga prijel v roko, pa sem si ga ogledal. Zakaj ne bi žaromet, ker ni sam moj, ampak naš, od vseh tistih, ki imamo tako ali pa drugače, ki je upraviti s komuter minuto, to se pravi tudi od tebe, ki jo gledaš pa spremljaš. In Primorci, tukaj bo, v Toyota salonu, avtocenter je Rep, tukaj v industrijski coni v Izoli, jaz mislim, da veste, kje je to, če pa ne, pa stari Google is your friend. In to je to. Pa kakšne nalepke sem tudi zraven dal. GT86, baby! Tele sive zadnje čase postajajo dosti popularne, za športne avte. Pa se mi zdaj prav tako z dokem pašejo. Temu, pa temu tudi. Andrej, zdravo. Živec, Ciril. Ok, žaromet je tukaj, pa ne samo to, tukaj v salonu boš lahko dobil tudi par nalep. Noter, pa malo naravnost min pulta, pa na levi je taka polička, kupenih stvari gor, pa še te stvari. Zdaj pa sam še tukaj v Strunjanu enemu prijatelju odložim eno suho salamo, pa gre pa počas domov. Salamo odložil, zdaj pa če nimam cajta, da se vržem v vodo, ne, imam pa na tok, da enkrat na koš vržem, ha? Zdravo! Ko motor se je zadr. Ej, Strunjan, jaz mislim, da je varno reči, da imate enega najlepših odprtih basket igrišč v Sloveniji. Vsaka čast.